največjo katastrofo, ki se je lahko zgodila. V 50 letih sem gasilc, se ni zgodilo še kaj takega. Pojďte gor, ajde, stop! In je bilo treba hitro ukrepati, hitro se premikati in v bistvu samo braniti vasi pred ognjem. 15. julij 2022. To je eden tistih dni, ki ga Slovenci verjetno nikoli ne bomo pozabili. To je dan, ko so gasilci lani dobili prvi poziv, da na Krasu gori. Ko je horelo pa res tudi na vseh frontah, ko so se ti požari nam ponavljali. V bistvu je kar grozljivo, ker ne veš, kaj narediti. Ne veš, to je taka sila, to je taka moč, da ne veš, tečeš, a sploh ima smisel, da tečeš, a pograbiš živali, pograbiš stvari, koga rešuje, vse, ne vem. In prav nihče si niti v sanjah, kaj v sanjah, v najbolj temnih nočnih morah, ni predstavljal, da je to prvi dan najhujšega požara v zgodovini samostojne Slovenije. Hudo je bilo, Madonca, to je bilo. Na obrobju vasi je bilo pa kritično, ne? Ker tam je bil že skoraj ogenj, ne? Je bilo blizu. Tam zadnja bajta je malo zagorela, ampak dobro so vse uredili. Kako vi danes gledate na to, kar ste doživljali lani? Še zmeraj smo po vtisi tega požara, še dan danes, ne, na določene momente, ko se peljemo še zmeraj skozi to našo pokrajino, nahrijo še zmeraj dlake po konci na določenih mestih, ker se spomnimo, ki je bilo najhujše. 17 dni ognjene stihije, 17 dni peklenskih razmer, v katerih se je z ognjenimi zublji, ki so pred seboj neusmiljeno goltali prav vse, borilo neverjetnih 15.000 ljudi. Gasilci, piloti, vojaki, policisti in številni prostovoljci. Vi ste praktično branili svojo lastno vas. Ja, seveda je bilo verjetno za nas malo hujše v teh primerih, ne? Zato smo verjetno dali tudi malo več od sebe, ker smo vedeli, da moramo obraniti svoje premoženje, bi rekel, v tistih najtežjih trenutkih. So bili pa tudi trenutki, ko sem tudi nam prišle solze na oči, še posebej tisti dan, no, ker je ohrozilo tista sreda, ko je bila. Mi smo se vrnili v Kostanjevcu v lih momenti, ker je bilo ta opozorilo na nevarnost, ker je potekala evakuacija. In tiste trenutke nas je tudi nas nekoliko stisnilo pri srcu. Pojďte gor, ajde, stop! Nus je predstavljal še dodatno nevarnost, pa vseh ostalih nevarnosti dima, vročine, visokih temperatur, res ekstremno visokih. Je tudi Nus predstavljal zelo veliko nevarnost, ne bilo je v tistih dneh čez 500 detonacij in tudi ko sta omenila, ne, zdaj v tem obdobju so podatki, da so odstranili čez 10 ton samega Nusa. Je malo bilo presenečenje, ker je skozi nekaj pokalo, ne? Tudi gasilci so bili malo v strahi, ne, kaj se bo dogajalo. Ja, seveda, ni bilo varno, ne? Ni bilo varno, ne, ker ti si bil tam zdraven ognjem, nisi videl, kaj je tam pred tabo, ne. Ostaja tega pa na terenu še zmeraj veliko. Še zmeraj se tudi dobi tudi pri površinskih. Problem zdaj predstavljajo tudi nekako te osebe, ki tu izkopavajo. Iščejo določene ostaline iz vojne, izkopajo določene neeksplodirana vojna sredstva in to pustijo kar na vrhu. Kljub nečloveškim naporom je pogorelo 3700 hektarjev površin. Kras pa je danes siv, črn, še vedno ožgan. Meni je hudo, zato ker jaz sem prej noge bile dobre in vse in jaz sem skozi hodila po gostih. Ampak zdaj pa ne morem. Zdaj mi ni všeč, ker je na golo. Dobro, zdaj raste nekaj, ampak kaj jaz vem, nimam več veselja. Ni ta prav Kras to. Ni ta pravi. Zrase en drev, taki debel, ko je bil do zdaj, traja tudi 70-80 let, ne. Obnova gozdov bo trajala več desetletij, a Krašovcem upanje vlivajo drobne bilke, ki kukajo iz požganih tal. Optimizem pa jim vlivajo tudi prostovoljci, ki so do danes posadili več kot 19.000 dreves, posejali pa 1 200 kilogramov semena. Upanje je.